V mojem zadnjem videu o gamerskih slušalkah sem obljubil, da si bomo pogledali tudi take, ki so pod 100 evrov. In ko sem začel raziskovati, kaj se dobi v tem segmentu, sem ugotovil, da je med brezžičnimi slušalkami zelo širok izbira. Žičnih je kar nekaj, ampak mi se hočemo losati kablu, a ne? Tako sem žgal po stricu Google in poiskal, kaj se splača preveriti. Ime mi je Miha in Google pravi, da so Asus TUF Gaming H3 wireless slušalke dobre. Pa so res? Slušalke so mi na test poslali iz podjetja Ani, ampak to ni sponzoriran video, to je moje osebno mnenje o njih in ta video bodo videli istočasno kot vi na mojem YouTube kanalu. Sem se pa z njimi dogovoril, da vi, moji gledalci, dobiste en fin popust, ampak o tem na koncu videa. Zdaj, ker so to že tretje slušalke, katere testiram, sem že malo zverziran in točno vem, na kaj moram biti pozoren. Slušalke so narejene iz kombinacije plastike in aluminija, na glavni del je oblečen v mehek približek usnja, kateri vas ne bo žulil tudi po dolgi igralni seansi. Ušesne blazinice so narejene iz spominske pene, ki se hitro ohlaja in oblečene v proteinsko usnje. No, vsaj tako temu pravijo pri Asusu. V praksi so naušniki zelo udobni in tudi po večurni bitki v Warzonu nisem čutil, da bi me kaj tiščali in s težo okrog 300 gramov niso pretežki. V glavnem, glede na to, da slušalke spadajo v vhodni razred brezžičnjakov, izdelava in materiali niso slabi. Ampak glej ga zlomka, nimajo RGB-ja. Tako da če vam je pomembno, da žariste v temi, te slušalke niso za vas. Zvočna izolacija pa ni najboljša, tako da boste slišali recimo psa, ki laja v ozadju, ali pa če vam nekdo teži, zakaj toliko časa visi za računalnikom. Nažalost se školjke upogibajo samo vertikalno, ne pa tudi po svoji osi, tako da če si jih daš okrog vratu, ti bojo pritiskali na lica, če jih pa večkrat nosiš naokrog, bodo pa naušniki zasedli več placov na hrbtniku. Zvok je pa druga stvar, ki preseneča pri teh slušalkah. Je zelo uravnovešen in čist, tako da so primerne za poslušanje glasbe, gledanje filmov ter seveda igranje iger. V programski opremi Armoury Crate si lahko urediš nastavitve po svoji želji, a kar se tiče EQ-ja, je bil meni flat profil čisto ok. Basov je dovolj, srednji in visoki so razločni. Na voljo imaš optimizacije za različne tipe uporabe, equalizer, lahko si daš celo reverb. Slušalke se hvalijo 7.1 prostorskim zvokom, a ta ni Dolby ali THX, ampak je preko njihove aplikacije. In ta deluje solidno. Ko se navadiš na njih, lažje predvidevaš, ali je kdo pod tabo ali pa v zgornjem nadstropju. Armoury Crate je soliden skupek kode, ampak tu še vedno kraljuje SteelSeries z njihovim GG-jem. Mikrofon ne bo pobral nobenih nagrad za zvok, je pa soliden in bo popolnoma zadovoljil med igrim pogovor med soigralci. Ima soliden noise reduction, tako da drugi ne bodo slišali vašega klofanja po tipkovnici ali pa okoljskih zvokov, bodo pa slišali vaše vzdihe in izdihe. Asus bi lahko priložil kako penco za mikrofon, ki bi to težavo odpravila, a na žalost si boste morali to sami nabaviti ali pa umakniti mikrofon malce dlje od ust in nosu. Se pa mikrofona ne da odstraniti. Je fiksno pritrjen na slušalke, kar zna biti za nekoga moteče, saj ga ne moreš nikamor pospraviti in štrli ven. Baterija naj bi zdržala približno 15 ur uporabe in po mojih opaženjih to približno drži. Polnim jih recimo vsakih 8 ali 2 dni, tako da ni panike. Te pa ne opozorijo, kdaj so prazne, ampak se samo ugasnejo. V taskbaru ti sicer pokaže stanje baterije, a samo če namensko pogledaš tja. Slušalke komunicirajo z računalnikom preko namenskega dongla, ki uporablja 2,4 GHz povezavo, tako da ni nobenega zamika pri zvoku. Ta je USB-C in ga lahko vklopiš tudi v telefon ali Nintendo Switch. Zraven dobiš tudi adapter iz USB-C v klasičen USB, tako da lahko slušalke uporabljaš tudi na računalnik, ki nimajo USB-C vhoda, ali pa s PlayStation 4 ali 5, s katerima so tudi slušalke kompatibilne. Nažalost, lastnikom Xboxa ti naušniki ne pridejo v poštev, saj nimajo 3,5 mm jack vhoda. Na slušalkah je samo USB-C vhod za polnjenje, gumb za vklop, kolešček za uravnavanje glasnosti ter gumb za utišanje mikrofona. Ta bi lahko bil malo večji. V glavnem, stric Google se ni zmotil in slušalke res nudijo odlično razmerje med ceno in kvaliteto. In tu pride v igro podjetje Ani, kateri so bili ful prijazni in mi dali slušalke na test, zraven pa so mi poslali še kodo, s katero dobite vi 14% popusta pri nakupu teh slušalk v njihovi trgovini. Ko zaključujete nakup, vpišite
Miha Umek v polje promokode in sistem vam bo avtomatsko odbil popust. Če vam je bil ta video všeč, mu stisnite en like, zraven se pa lahko še naročite na moj kanal, če boste pa še delili ta video med svojimi prijatelji, bo pa letos Božiček garantirano še bolj bogat. Mi pa se vidimo. Čakajte, še nekaj. Ne vem, če ste opazili, ampak jaz večinoma igram Call of Duty Warzone. In ker se mi vsake toliko posreči, da nekoga celo zadenem, sem naredil dodaten YouTube kanal, kjer objavim svoje najboljše akcije v tako imenovanih highlightsih. Objavim enkrat na mesec in če so vam taki videi kul, ste vabljeni, da se še tam naročite. Zdaj pa si pogledajte, kako izgledajo ti videi, link v opisu videa. Adios. Oh, fuck. Figa, vidim. Streli!